Pojmo naprej. Kaj pravite na tole? Super. Odklenjanje. Upam poštengica gor. Živijo, Peter spet z vami. Danes sem pa v bistvu tele ture, ki jo planiram, se pa res veselim, ker malo kjer je do zdaj. Namreč sem v osrčju Tolminskih gora. V tisti smeri je izvir Tolminke. Tolminka teče tukaj levo od mene, nad mano gor je cerkvica Javorca. In plan imam se 2 dni potepati po telem koncu. Danes mislim iti mimo Javorce na Mrzli vrh, kjer je muzej na prostem iz Prve svetovne vojne. Potem mislim iti do izvira Tolminke, tam še eno ful lepo razgledno planino pogledati. Prespal bom tudi nekje, ne vem še kje. Pa drug dan je plan iti po levem bregu Tolminke, tam do ene vasice in v bistvu v krožni turi nazaj sem, pa potem še eno sotesko z super slapovi pogledati. Tako da ful se veselim in stanite zraven, gremo v akcijo. Ja, pa pozabil sem omeniti, tukajle praktično na izhodišču so 2 zelo velika bunkerja iz časa Rapalske meje, italijanska bunkerja. In bomo šli tudi to pogledati. Samo da pridemo z Mrzlega vrha nazaj. Na Mrzlem vrhu še nisem, ampak mislim, da mora biti tle zadnji. Mislim, da 100%. Še 5 minut do Javorce. Drugače je Javorca je bila zgrajena v času Prve svetovne vojne na pobudo in željo avstro-ogrskih vojakov, da pač pokopljejo žrtve vojne. Financirana je bila tudi strani vojakov, sami so plačali za to in sami so tudi naredili. Se pravi, delali so pa izven časa, v bistvu med časom svojega počitka. So zidali, je pa lesena. Noter so imena v bistvu vseh žrtev, ki so umrli tle na fronti, na takih lesenih, v narekovajih, listih. Tako zanimivo. Ampak danes je cerkvica zaprta, boste enkrat drugič mogli sami priti pogledati. Se pa splača. Tole pa razgled izpred cerkvice. Noro je res. Tukaj pa toliko uživam. Pojmo naprej. Sprehodimo se mimo ene ali 2 hiš. Mi je pa zanimivo, kjerkoli v Sloveniji, tudi Kočevski Rog, kjerkoli sem teh planinah ali pa teh vasicah, ki so živeli včasih, povsod je bilo polno sadnih dreves in še zmeraj so ta stara sadna drevesa. So delali na samooskrbi, ker drugače ni šlo, ne. Teli potočki so pa zlata vredni. Ni treba ne vem koliko vode s sabo nositi. Vedno lahko dotankaš. Obožujem jih. Kaj pa tole. No, tistele vasice tamle čez, oziroma hiše, zaselki, tam se bomo pa jutro vračali nazaj. Pa spet polno sadnih dreves. Tele po planinci. Res so znali včasih. Lahko bi se kaj naučili danes tudi.
od naših prednikov. Takole gremo pa desno. Drugače pa tale markacija z rumeno piko v sredini pomeni, da je to evropska pešpot. Če ima pa belo piko, je pa to slovenska markacija, se pravi slovenska planinska pot. Oziroma boljše rečeno slovenske planinske poti. Vse so z belo markacijo. Še en pogled na Javorco. Pot miru. Markacija nas sicer prijazno povabi na tole potko, ampak me sraj poteli šel, ker imam kratke hlače in tam so pa robide, spet sadna drevesa. Tele zelene spomladanske barve na modrem ozadju so pa nore. Sicer panorama je res nora, ne? Ampak tele tolminske oziroma te primorske, severno-primorske planine mi tudi daleč niso toliko všeč kot na Gorenjskem, ker so Primorci v narekovajih podedovali tele grde plehnate strehe po Italijanih. To mi sploh ni všeč. Luštna pot je tole. Ne bi se pa verjetno kaj dosti zmotil, če bi rekel, da so tole v prvi vojni naredili in da je bila mulatjera. Markacij sicer že dolgo nisem videl, ampak tale pot oziroma mulatjera sigurno nekam pripelje. Tako gremo kar naprej, pogumno. Vedno mi je všeč, ko je takole odlično označen prejšnje križišče, pa ne veš kam. Vmes ugibal, da levo. Upamo, da je to tako. Kaj pravite na tole? Ni švaha, ne? Tukaj mora biti polet kar živahno. So lepo ohranjene tele stavbe. Tale nasprot, visok, naravnost, pa Tolminski kuk po mojem. Še ena panorama. Če imate pa Toyoto, tam čuti dobro pogledali, se vidi avto. Se da tudi do sem gor prijeti. Rečemo, da je to, ne? Markacija. Dobro smo se že pospeli, a? Nova planina. Za telem hribom je pa rdeči rope zadaj. Pa koliko se vidi, če pogledate od vojaške poti, tamle posred. Tudi na drugi stran, tamle sicer jaz vidim, ampak na kameri se verjetno ne videli, je lovska koča. Se vidim pol skozi pot proti planini Razor. To pot sem šel jesen lansko leto. Lahko pogledate na kanalu, pa dal tudi spodaj link, oziroma gor desno, zdaj če pogledate dvodnevno oziroma tridnevno potepanje po Julicih. Super tura, res pravlična. Kakšen razgled je, jo. Sam gled poživi. Evo, TIS 1133. Planina Medrje. Kakšen top podest je. Dostikrat se sprašujem, kako bilo tle. Kar da bi kar tle ostal pa bil tle gor. Verjetno ni tako romantično, kot pa če priješ vsake toliko cajta. Na tej tabli sem prebral, da je tukaj v času prve svetovne vojne deloval 18. pehotni polk Avstro-Ogrske vojske, ki so bili v bistvu Čehi.
In tukaj je bilo najbolj krvavo. Padlo je 118 vojakov v roku enega leta, ki so se tlele bojevali. Je pa večina jih je v Javorci pokopanih, nekaj pa tudi dol v Zatolminu. Drugače pa tukaj lahko pride tudi iz vasi Krn, se pravi izhodišča za Krn. Kakšna zanimiva skala. Tole bo pa Mrzli vrh. Ja, pa prihajamo na Kobariško stran. Na planina Sleme. Še malo višji gor. Tole pa Matajur naravnost. Da vam še malo povem. Planina Sleme, 1430 metrov visok in je najvišja pašna planina v Posočju. In je že od časov Marije Terezije v lasti Zatolmincev. Hudo, ha? Oho, lega lepoca. Krn drugače, če ne prepoznate. Do vasi Krn je pa samo 45 minut. Gremo na Mrzli vrh, prej pa še tole preberem. Evo, ena takole krožno turo bomo naredili. Je pa tukaj bilo, kot sem že prej rekel, tukaj je bilo najbolj krvava bitka v Krnskem pogorju. Bitke. V enem delu so bili italijanski pa avstro-ogrski jarki, samo 20 metrov razen. Bomo šli to pogledati. Tukaj sem srečal markeciste iz planinskega društva Tolmin. Smo malo poklepetali, malo urejajo poti, pa table. Pohvalno eno udarniško akcijo. Prijazni gospodje vse mi razložili, kam moram iti in sama akcija. Zdaj bom pa še jaz predal to znanje naprej. Ojojoj. Kakšen pogled boš res vrhaj. To pa res noro. Pa malo obleči. Tale se pa je že pogled na Krnsko pogorje. Krn. Tale naravno zdaj je pa Kobariški stol. Gremo še malo. Madžarski oltar. Sam lučko dam ven. Super, odklenjanje. Danes sem se malo bolj opremil na glavno lučko, pa na Sveto goro, ki smo s telefoni svetili. Tale je bil tudi izhod, ampak je zasut. So pa drugače tole skopali, da so tukaj 27 mesecev je tukaj bitka potekala in praktično so bili skozi namer. Noben je nikamor prišel. So pa tukaj imeli, so skopali Madžari, da so imeli zatočišče za ranjence, pa tudi za vojake, da so se malo poskrili. Pa gremo še v drug krov pogledati. Kriolo so pozabili Madžari. Tale drug krov pa ni toliko dolg. Kakšen pogled. Tukaj gremo lahko sicer levo in desno na Mrzli vrh. Jaz se bom po levi sem šel gor, po polokrožni poti dol do tele planine spodne. No, te verjel, ampak spet se Javorcev vidi. Tole pa križišče, kjer se s Tolmina gor pride. Dela se pa malo pogled na Sočo odprl, ko mi že čakam.
Je za takle razgled se pa splača zgleda 27 mesecev boriti. Tale nasprotje Kolovrat, ki je tudi tle na Kolovratu je muzej na prostem. Tale smo rekli Matajur. Gremo naprej. Tamle spodaj se pa vidi vasica, mislim, da je Selce ali nekaj takega, ki je izhodišče za slap Brinta pa Gregorčičev slap. To morate iti pogledat. To je zdajle v desnem kotu gor bom dal link. Najlepši slap v Sloveniji, Gregorčičev, vsaj meni. Dostikrat, ko po telih Tolminsko pa Bohinjsko pa Kobariških hribih hodam, se sprašujem, mislite, da so vojaki tle tudi kaj uživali v teh razgledih, ali bi bil en sam matranje pa boj za preživetje. No, na tem delu so bili rovi med sabo samo 20 metrov dalje. Ni pa verjetno toliko sledi rovov, ker je tukaj potekala minska vojna, se pravi z minami so pol vse razstrelili tle in ni toliko, kakor na Kolovratu se ne vidi toliko rovov pa vsega tega. Tukaj se je rov kar lepo videti, oziroma ostank rova. Smo pa tle že, tole je bil tudi rov na italijanski strani. Zelo zanimive tele poučne table. To je pa ena od italijanskih umetnin, ki so pa res radi vrtali. Tukaj je kar precej dobro označen, pa tudi enostavno se orientirati, ker imamo skozi ob jarku dol proti naslednji planini. So kar kopali Italijani. Pa zidali tudi. Vojaško pokopališče. Tole. Počasi krenili proti izhodišču. Mislim, da smo zaključili s telim muzejem na prostem. Tole je drugače planina Lapač. Gremo pa na planino Petrovč. To je tam, kar sem prej srečal markaciste. Takole pa sem nazaj krog naredil po tem mrzlem vrhu. Pričem nazaj na Javorco. Vmes sem pa še ostal na eni planini, pa malo pojedel pa kaj popil. Evo jih Tolminci delovni. Udarniška akcija. Da se namo zgubljali po hribih. Vsa čast. Tukaj sem si pa zaželel malce na planini Medrje. Zdaj pa treba že počasi zamenjati superge, ne? Ja, če imam med gledalci kakšnega, ki se ukvarja s sponzorstvi pri kakšni firmi, sem odprt za dogovore za superge. Sam imam 49 številko noge, tako da veste. Evo, nazaj pri avtu. Zdaj moram te velik ruzak napakirati, malo popiti, pa gremo naprej. Zdaj sem potovoren k mula, pa gremo naprej. Sem pa zdaj že čez 3 minute tamle bom pri bunkerju, pa pol čez 10 minut mislim, da pri naslednjemu se bomo malo skozi prehodili. Tale prvi mislim, da je celo v 3 štukih, no. Tam je nekaj malega podrt. Časovnice so kar presenetljivo take kratke, naprimer Krnsko jezero 4 ure. Tole pa že bunker. Pojdimo not pogledati. Tipični italijanski bunker.
prav takoj prepoznaš, če zdaj že bil v kakšnem italijanskem bunkerju, prav takoj veš, da je ista gradnja, isti tip. Pri tem bunkerju se pa prav vidi tako umaknjen ven iz urbanega okolja, ker tam, ko sem po Uncu, pa tam so vse pobarvano, vse je razbit, oziroma pač, ja, razbit. Zdaj pa še vse k-novo, že štengice gor. Tako malo scary vse skupaj odmeva. Ja, še hodnik. Zračnik, smo imeli dimnik, ne vem, čisto res. Okenček, lina, pa še ena, dve. Upam, bo štengica gor. Če so 100 let zdržale, pa verjetno spozdela, ne. Še tili 80 kg. Vidimo, kje ima bom prišel. Tale plas je pa, ne vem, ne zelo dolg nazaj, ne velik, ne vem, ni to več kot 10 let, kakor vem. Baje se kar vse utrgali. No, na drugi strani smo prišli pa 2 štuka višji gor. Kva so te Italijani to vrtali? To pa kaj bi bilo v kakšni reklami. Se pa približamo prvim hišam, nas pa spet table povabijo v bunker. Se ga pa tlele v hostu skrili. Ja, smo pri bunkerju. Zapira vrata, da ni prepiha. Uredil telovadno društvo. Ne, se ne, turistično najbrž. Ta je tudi zelo dolg. Bomo šli kar sam skozi, ne bom nič levo desno hodil. Kakšna velika dvorana. So imeli sejno sobo najbrž. Nič konc, mi gremo levo. No, pa je vsem dost hiter konc. Prav zanimivo tole, a? Če pa tukaj gozdarsko znamenje 1736 vklesano tle noter v skalo in nakazuje pomembnost teh gozdov tle okoli. Saj tako piše na teli tabli. Mi pa pojmo naprej. Tik za hišami pridemo pa spet na cesto in nadaljujemo proti izviru Tolminke. Se ki sliši Tolminko? Planina Prode. Bomo šli jutri tam mimo, ampak gremo pa vsem danes pogledati, kako se čez Tolminko pride. Sem bil pa toliko navdušen, ko sem to prvič videl. Kakšna lepa je Tolminka. Sam stoj pa glej. A vidite tale voziček? S tem sem očez zapeljal. Je čisto kot tale voziček, a? Pridite pogledati, nujno. Tle naprej pa popolna zapora. Čeprav je bila že prej. Že prej je bila prepoved. Tole pa je prizor tele skale. Malo višje se bo še lepš videl.
Kaj pravite na to, a? So skalce. Ko se pa poravna, pa gre malo dol, pa veste, da ste zelo blizu. Pa zdaj, ko pride križišče, je kar naravnost proti izviru. Tle desno smo pa pol spustili, pa ena kučica. Ja, tukaj je Tolminka izvira. Nekaj sem bil prvič tle, pred par let nazaj, je tukaj že potok tekel. In ni bilo šans, da prideš čez. Sem mogel prav sezuti. In pa cel čas tlele, po travniku dol, potoček. Prvo zanimivo, ker je v hribih še toliko snega, da ni tudi zdaj toliko vode. Ker takrat vem, sem bil kasneje. In kad konc maja ali pa začetki junija. No, tle se je pa začel zdaj. Potoček. Tak tipični kraški zver. Preteče kar iz skal ven nekje. Sem od posod teče, no. Prav tako, kot sem rekel, ko je malo več vode. In pol takole čez travnik teče. In tamle konc travnika se začne pa taka divja struga, ta prava Tolminka, ki jo poznamo. Ja, pa še tamle en potoček. Res je noro je tle. Mene tle, to mi je najlepši izvir, no, tako komplet vse ta planina in sploh pol, ko so še krave. Evo ga potoček, pa potoček. Mislim, če komu to ni hudo, pa ne vem. Evo pa en tak jezerček, tale kučica sicer nič ne paše, sem bila lepša, ampak kvačmo. Jutri bomo šli pa pogledati še kaj naprej. Dobesedno iz vsake luknje teče. Jaz sem spet presedlal v laži na hrbtnik in pičemo kele gor. Tukaj gor je ena planina, ki sem jo z druge strani videl, ko sem lanske jesen hodil. In grem pogledat gor, mora biti nor razgled. Je pa ene 2 urce še do gor, zdajle ura okoli 4, tako da računam, da do 8 dam nazaj. Proti prehodcem gremo. Lahko si predstavljate, kaj je tlele. Je povoden, kako tlele čez prnuri. Tole sedlo gor so prehodci. To je sedlo, ki se prilije pol čez, kaj proti zelo blizu Velikega Krnskega jezera. Če se pa od prehodcev desno držimo, gremo pa proti Komni oziroma proti Bogatinskem sedlu, proti Bohinju. Je pa res lepa pot, kot tlele gor. Luštanje. Zdaj markirana pot gre sama, ne, ta je na prehodce, ampak po mojem, da mora tlele nekje iti. Pa moja potka pa mislim, da ni markirana. Malo bom poiskal, pa upam, da kaj najdem. Kaj pa tale struga, to mora biti pa res tlele urnebes. Tale gor se ena potka nakazuje, sam kaj pa vem, nobenega možica nikjer ne vidim. Ali bom šel še tle čez, pa bom pa videl. Tle šel še v hosto pogledati, če je kakšen možic dražen, pa nazaj dol. Se pa ful voha eno divjad. Nekaj so srne ali pa gamsi. Nič kaj hudo tle ni videti. Mogoče na drugi strani nekaj, da bi lahko bilo, ampak možice ni nobenega videti. Moram še malo bližje. Kakšno je tamle luknja not.
Ja, razen spet eno ogromne struge ni nič šle. Tako da me skar po teli strugi dol odskaklal. Pa ne zvir tolminke. To bomo pa videli. Evo še tamle, glih nasprot je pa lovska koča, oziroma ena kučica lovska. Sem šel jesen mimo, prav tak, res ful lepo tam gor. Razgled, tudi nor. Kar dolg je bil tale spust po teli hudourniški strugi. Ampak je zabavno malo skakati s kamna na kamen. Koliko je to super, kad takole v hribih srečaš ljudi, ki so fantastični. Zdajle sem 2 domačinki sem srečal in sem vprašal za pot gor, kje gre. Sta mi razložila vse, pa še polno enih drugih stvari, res. Prav ful sem hvaležen pa vesel. Neverjetno. Grem pa zdajle, bom šel pa spat, tamle gor je ena druga lovska koča, malo višji. Da je ful lepa. Pa da ima še klopco, pa vse, v glavnem bom šel kele gor pogledati. Pa jutri bom pa skočil na tole planino, sem noč mislil. Evo, pa gremo malo višje, do lovske koče. Edina težava je, ker tukaj je voda, gor pa ne vem, če je. Jaz sem pa samo pol-litrsko flašo s sabo. Tako da bomo videli. Toliko me je gospa navdušila, da sem kočo follow. Da sem samo na križišče priletel. Ampak bo treba nazaj dol. Pa je, da je koča malo skrita, sem zgleda, da je pa zame kar orang skrita. Dale, če ne bom našel, bom šel pa dol. Izvira. Bom tam prenočil. Se ne moram verjeti, 2-krat sem šel mimo nje, pa se prav lepo vidi, ampak itek, če ne pogledaš, ne vidiš, ne. No, tole bo moje prenočišče za danes. Luštno. Evo, sonček počasi zahaja. Jaz sem se tudi že dal v večerno toaleto. Malo grickam jabolka, da se hidriram, pa da se malo umim. Ogenček sem se zakuril, tako da mi ne bo preveč dolg čas. To je pa to. Pred zaključkom dneva pa še ena anekdota, rečemo temu. Danes je glih 4. maja, ne, pa včasih so za 4. maj v Jugoslaviji so sirene tulile. Veste zakaj? Tukaj ima moj oče rojstni dan. No, ko sem bil mulc, sem to vneto razlagal okoli. Vemo pa, seveda, da je takrat maršal umrl. Ja, to je to za ta dan, ne. Jutri nadaljujemo, mi se pa vidimo v naslednjem filmu. Čau!